V današnjem videu bi vam rad predstavil zelo enostavno, zabavno, predvsem pa poučno igro, ki je bila ustvarjena na naši fakulteti, to je Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. To je družabna igra Elektroznanost. Igra je bila razvita s strani študenta elektrotehnike Matevža Zebca kot projekt pri predmetih Elektrotehnika 1 in 2 v šolskem letu 2019-2020. Elektroznanost je družabna igra, katero sestavljajo podane vezje ter komplet igranih kartic z vprašanji in izzivi. Naj vam torej predstavim našo igro. Tukaj lahko vidite sistem vezav na igrani plošči. To je najpomembnejši del za uspešno izvajanje naše igre in vseh izzivov v povezavi z njo. Vezje je sestavljeno iz 5 razdeljenih verijev. Kar razdeli celotno vezje na teh 5 delov so stikala. 4 izmed njih razdeljujejo zgornji del vezja, 2 stikala pa sta postavljena pred napetostnim verom, ki ga lahko vidimo tukaj. Ta napetostni ver tudi napaja celotno vezje. Te 2 stikali poimenujemo vera 1 in 2. Če obe stikali pred vezjem pustimo izklopljeni oziroma na off, smo odvzeli prenos elektrike po našem vezju. Napetostni ver dovaja v naš sistem električno energijo, brez katere nam lučka nikoli ne bi zasvetila, ne glede na to, kaj naredimo više. Ampak seveda, samim tudi doma ne deluje luči, kadar zmanjka elektrike, kaj ne? Izklop našega napetostnega vera bi za naše vezje posledično pomenil isto, kar bi pomenil izpad elektrike za vaše hišne luči in naprave. Brez pretoka na glavnem stikalu ga ne bo niti na vseh kasnejših, ampak dovolj o tem. Poleg našega primarnega vera imamo pa tam tudi premični ver v obliki plus sponke, kot vidite tukaj. Poimenovali ga bomo ver nič, pomembno pa bo pri izvajanju nalog. Pri tem nam bodo vlogo igrala tudi spojišča ABCDE, na katero se bomo priklapljali z tem verom, kot lahko vidimo takole. Vendar moramo biti pri tem previdni. Ver lahko priključimo le na rdeči del sponke. Če bi se poskusili povezati preko črnega dela, bi zaradi sklenjenega tokovega kroga povzročili kratek stik na veru napetosti ter skurili celotno vezje zaradi pomanjkanja opora. Vezje vsebuje še 2 opornika, ki jih lahko vidimo tukaj. Ta nam stimulirata dolgi led trak. Med vsemi podanimi elementi pa bodo, predvsem za nas, najpomembnejši led trakovi. Razdeljeni so na 5 področij, oziroma naprej omenjene veje. Naša naloga pa bo, da glede na podana navodila na kartici ugotovimo, katere izmed vej bodo zasvetile. Kot tudi meni, verjamem, da marsikomu izmed vas poslušanje same teorije o zakonih ali predvsem o ljudeh, ki so odkrili te zakone, ni ravno najljubša stvar in bi rajši odkrivali nove pojave s pomočjo praktičnega preizkušanja. Pa vendar je vseeno dobro, da se najprej spoznamo z osnovnimi principi, ki poganjajo naš projekt. Zato vam bom sedaj predstavil nekaj osnovne teorije, na katerih projekt sloni. Električni tokokrog je sklenjen krog, skozi katerega teče električni tok. Za izdelavo preprostega tokokroga potrebujemo 3 glavne elemente. Prvi element je izvir napetosti. Ta poganja električni tok. Najenostavnejši primer premičnega vira napetosti bi bila baterija. Naš sistem je povezan neposredno na domače električno omrežje. Naslednji element so električni porabniki. To so naprave, ki trošijo električno delo. Kako pa pride do tega? Skozi porabnik teče električni tok. Elektroni se v uporabniku pretakajo iz višje energijskega nivoja v nižjega in s tem opravljajo delo.
Opravljeno delo se na porabniku pretvarja v več vrst energije. Verjetno vam ni težko ugotoviti, kaj predstavlja porabnike v našem vezju. Zadnji poglavitni element predstavlja električni vodnik, po katerem teče električni tok. Vodniki so predvidoma žice, naprimer bakrena žica. V našem sistemu so vključena še stikala in upor. V stikalih se ne da povedati veliko, zato se rajši posvetimo uporu. Električni upor je fizikalna količina. Pove nam, v kakšni meri snov ovira gibanje električnega toka. Nanj vplivajo številne značilnosti, kot na primer vrsta snovi, temperatura, tlak in tako dalje. Določen je kot količnik med napetostjo na poljubnem elementu in tokom skozi ta element. Snovi z majhnim uporom se imenujejo prevodniki, snovi z velikim uporom pa izolatorji. Pa spoznamo še nekaj zakonov. Prvi je Ohmov zakon, ki pravi, da je sprememba napetosti na bremenu sorazmerna spremembi toka in je neposredno povezan z uporom. Njegova enota je ohm. Sledita mu dva Kirchhoffova zakona. Poimenovana sta seveda po njenem odkritelju, nemškemu znanstveniku Gustavu Robertu Kirchhoffu. Odkril je leta 1847, ko je bil še študent. Da bi jo lahko bolje razumeli, se najprej spoznamo z izrazom tokovno vozlišče in napetostna zanka. Tokovno vozlišče je spoj vsaj 3 vodnikov, po katerih pritekajo ali odtekajo električni tokovi. Prvi Kirchhoffov zakon pravi sledeče. V vozlišču je vsota pritekajočih tokov enaka vsoti odtekajočih tokov. Napetostna zanka je sklenjen električni krog, ki lahko vsebuje več elementov, naprimer vire napetosti, upornike, porabnike in tako dalje. Drugi Kirchhoffov zakon nam pove, da je vsota vseh napetosti znotraj sklenjene zanke enaka nič. Kot zadnja stvar pa moram definitivno omeniti še način vezave uporov. Ker pa bi se dalo o tem povedati marsikaj, vam tukaj podajam opcijo, da se sami angažirate in preverite podano povezavo. Evo, zdaj smo prišli do glavnega dela. Predstavil sem vam vezje, videli ste približno, kako deluje, ko sem stikala preklapljal, neke teorije smo imeli, zdaj pa najlažja stvar, ko lahko naredimo, je, da pride moja sestrica zraven, ona je ravno 8 razredov osnovne šole, malo se bo o tem naučila, tako da lahko preizkusimo, kako lahko ona sama zaenkrat ve, ker res ni veliko drugega, kot logičnega razmišljanja zaenkrat pri tej igri. Tukaj imamo kučo kartic, vprašanje 45, tudi kakšnega novega lahko damo brez težav, pa bomo videli, kdo od naju lahko več pravilno odgovori, oziroma hitreje, ker bomo odigrali eno kratko igro, da ne bomo vseh vprašanj razkrili, pa bomo kar začela z kamškar je papir, da vidimo, da začne. Ajde. Evo, jaz začnem, delamo na prvo vprašanje. Katere veje luči se bodo prižgale, če vir nič priklopimo spojišče B in postavimo stikalo 1 in 2 v pozicijo on. Torej, tukaj imamo ta naš virnič, kot je bilo že prej rečeno. Postavili bomo spojišče B, pa vžgali bomo stikalo 1 in 2. Pa bom najprej 1 in 2 vžgal, tukaj tak ni mogli imena. Zdaj pa, ko bom tukaj vklopil, jaz rečem, da bo avtomatsko zasvetila veja 3, ker sta pa še te dva vžgana, pošel pa tok še čez in bo tudi veja 2 pa veja 1. Pa da vidimo. Evo, imam prav, seterimo vse, jaz sem govoril pravilno, tudi evo, vse je moje. Spet sem jaz, katera veja ne bo gorela, če imamo priklopljen vir 1. Ta veja ne bo gorela. Pa te tudi ne. Torej, veje 2, 3, 4 ne bojo. Ja. Sprobaj. Evo. Ja, pravilno. Prej. V kakšni vezavi so med seboj veje? Evo, to je vprašanje, ki ste ga lahko sami odkrili, ker sem vam dal link. Veje med seboj so v usporedni vezavi. Evo, to je predvsem zelo enostavno,
Tako da gremo naprej, Laura. Ali je mogoče vklopiti vejo v 2 tako, da so vse ostale veje izklopljene? To je veja 2. Ne. Kakšen odgovor, zakaj ne? Ne vem, pač ne. Zaradi tega, ker pač ne bo noben ver vklopen, ker še vklopimo ver, bo tudi nekaj drugega zasvetili. Če bo pa samo te 2, so pa tudi božka. Evo, tukaj ni veliko predznanja, ampak bom jaz pojasnil. Ja, no prav, da ne bo nič zasvetil, zato ker ne more prideti napetost do veje 2, če ni vžgano vsaj veje 3, oziroma za veje 2, ali veje 1 preko vera 1. Samo po sebi ne more zasvetiti veje, ne da zasvetiti katera kot druga veja. Ja, je bil pravilno odgovor. Ajde, gremo na 3. Katere veje luči se bodo prižgale, če stikalo 1 in 4 postavimo pozicijo on in priključimo vir 2. Imamo stikalo 1, stikalo 4, pa vir 2, kar se bo klopilo je veja 3, pa veja 4. Evo, to je tu. Pa gremo, ajde, da bo vsak med 3 poskuse, če Laura pravilno odgovori, sva izenačena, pa bo. Iz katerega spojišča prihaja napetostni ver v vejo 2, če imamo stikalo 1 v poziciji on in priključen ver 2? Ti lahko začneš z stikalo. Ja. On, priključen ver 2, iz katerega spojišča prihaja napetostni ver v vejo 2. Spojišča so A, B, C, D, E. Iz B. Z B. Ja. Ožja. Žgi. Zakaj se pa ni? A ja. Ja, ne bo nič prišel tu, a kaj? V vejo 2. Ja, iz nikjer ni prišel, ker je ta na off. Ja, ne more priti do tega, ne? A ja, okej. Ne. Evo, s tem, ki je še celo narobe odgovorila, sem jaz zmagovalec. To je to za predstavitev igre, kartiš imamo še en kup, ampak da ne bomo vsega razkrili, je to to. Neke teorije sem vam pojasnil, kako kaj deluje, drugo lahko tudi vprašate, koga, ki ima več znanja, kakšnega učitelja, pa kaj. Pa smo zaključili za danes. Bravo, Marko. Evo. Tale se obdržim in je Laura na vrsti.